Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, generalni direktor Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Jože Golobič, predsednica Kulturno-umetniškega društva Kliničnega centra in medicinske fakultete dr. Lojz Krajger, doktorica Lucija Šarc, ter člani društva, bolnišnični duhovnik Franc Murko in vsi cenjeni gostje, prisrčno dobrodošli. Skladbo Top of My Head Roya Hargrova v izvedbi skupine Anastomoza smo začeli današnji dogodek, ki ga člani Kulturno-umetniškega društva posvečajo bolnikom, ki te praznične dni namesto v krogu domačih preživljajo v bolnišnici. In tudi seveda vsem zaposlenim, ki s požrtvovalnim delom omogočajo zdravljenje bolnikov, ki v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana potrebujejo pomoč in zdravljenje. K slavnostnemu nagovoru vabim generalnega direktorja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, spoštovani gospod Golobič, prosim. Spoštovani cenjeni gostje, kot je zapisal Tone Pavčak, ta svet je lep, če nekomu nekaj daš, ta svet je lep, če nekoga rad imaš, če nekomu stisneš roko, ki ga kaj boli, ta svet je lep, če si človek do ljudi. Tudi z vami je svet lepši. Hvala, ker vnašate v naš svet kulturo. Kultura nas polni in bogati, prispeva k boljšemu počutju. To pa vemo
je velika pomoč pri zdravljenju. Spoštovane dame, spoštovani gospodje, želim vam lepo popoldne, lep večer, vesele božične praznike in vse dobro v naslednjem letu. Hvala. Spoznali smo jih že v uvodnem nastopu. Glasbeno skupino Anastomoza sestavljajo predvsem medicinci, ki radi gledajo na glasbo skozi očala džeza in skozi ime benda ponazarjajo povezovanje različnih podvrsti džeza. So zelo izvirni, skladbe najraje interpretirajo po svoje, v swing, latino in funk ritmi. Večkrat tudi kar vse naenkrat. Prisluhnimo skladbama September in the Rain, Harryja Rodena, nad mestom se zdani Jožeta Pljuška. Prosim.
Sveta ni in Božič je že skoraj tu. Lepa hvala za sedbi Anastomoza. K nagovoru vabim bolnišničnega duhovnika, gospoda Franca Mulka. Prepričana sem, da je v najtežjih trenutkih nepogrešljivi člen tako za bolnike, sorodnike in zaposlene pri nas. Prosim. Hvala lepo za povabilo. Spoštovani in dragi gospod generalni direktor, voditeljici kulturnega društva, zdravstveni delavci, moje občudovanje tudi umetnikom, zdravstvenim delavcem in hvalim Boga, da vam je dal poleg tako zahtevnega strokovnega dela še talent za umetnost. In na misel prihaja življenje enega protestantskega zdravnika, ki je bil laični misionar, mislim, da v Vietnamu, pisal se je Albert Schweitzer. Ta je poleg svojega dela med temi ljudmi ob večerih igral pianino. In po džungli so se razlegali akordi pianina. Potem poznam še enega zdravnika, ki je bil misionar, to je pa katoliški laični misionar dr. Janez Janeš. On pa je deloval na Kitajskem in na Tajvanu. On pa verjetno ni nič drugo igral, ampak bil virtuoz na operacijski nož. Torej, ogromno ljudem je rešil zdravje in življenje. Vidim, da, dragi umetniki, da ste dali dušo v svoje igranje, pa ne bo moje božično voščilo vsem vam tukaj navzočim, da bi dali dušo tako v svoje poklicno delo, kako tudi v svoje umetniško ustvarjanje. Pa blagoslovljen Božič vsem. Hvala lepa. Mešani pevski zbor fakultete pri Univerzi v Ljubljani, KOR, že 25 let druži študente medicine in tudi nekaterih drugih fakultet, ki jih povezuje ljubezen do dobre glasbe, petja in druženja. Zbor KOR študentom omogoča izpopolnjevanje na kulturnem področju in kakovostno preživljanje prostega časa. Pod vodstvom Anje Rastovšek izvajajo predvsem domačo in tujo popularno glasbo ter jazz standarde, pri katerih se spogledujejo tudi zahtevnejšimi harmonijami in ritmičnimi vzorci. Spoštovani gostje, vabim vas k poslušanju koncerta pevskega zbora KOR. Zapeli nam bodo nekaj najlepših božičnih pesmi in nas razvajali s skladbami Good News v aranžmaju Wolfganga Kelberja, Carol of the Bells v aranžmaju Kirbija Šova, Kaj se vam zdi pastirci vi, slovenska ljudska v aranžmaju Matija Tomca, Deck the Hall, tradicionalna, na božično noč v aranžmaju Alenka Podpečana. Izvolite. Kaj se vam zdi pastirci vi, a ste kaj slišali? Veseli glas vedno do nas, nebis veseli glas. Gloria in excelsis Deo, lipo angelci mojej,
lepa. Kako pomembno in široko je delovanje našega kulturno-umetniškega društva, priča tudi današnje odprtje razstave likovne skupine Lea Koporc in ustvarjalcev upodobljajoče umetnosti. Zato k besedi in uradni otvoritvi razstave prijazno vabim podpredsednico društva, docentko Barbaro Salbel. Prosim. Zaključiti leto z lepo glasbo in podobami, ki danes krasijo Dolenčevo galerijo, Taborjevo galerijo in vse galerije v našem univerzitetnem kliničnem centru, dajo upanje in zaupanje za naprej. Naši umetniki se niso vdali malodušju ob težkih okoliščinah pandemije, ki jo doživljamo vsi, še več. Spodbudila jih je, da so se še bolj posvetili umetnosti, ustvarjanju, ki lahko pomaga premagati težke čase. In njihove umetnine, ustvarjene najprej v osami in kasneje v druženju, ko so se te okoliščine omogočile, tudi na tradicionalni koloniji v Lesi, so nam sedaj podarjene in dane na pogled za srce in za dušo. In na prav poseben način se naj nas danes dotaknejo umetniška dela na tem lepem dogodku. Dela ustvarjena pod mentorskim vodstvom srčnih mentorjev umetnikov Janeza Kovačiča, Mire Ulšič, Francija Goloba, Veljka Tomana, Pavla Ščurka in Petra Lazareviča. Vsi umetniki so dali srce v te slike in vabim našega dolgoletnega podpredsednika, ki nam stoji vsem ob strani, akademskega slikarja, gospoda Janeza Kovačiča, da nam predstavi dela in nas povede v svet umetnosti, ki lahko dela vsak dan lepši za nas in za bolnike tukaj v kliničnem centru, za kar se ob tej priložnosti res zahvaljujemo. Se oporočam, če da masko dol. Torej, vsem skupaj najprej prisrčen pozdrav. Začetek za takim glasbenim vodom je več kot lepo. Pozdrav bi vsem vas, posebej pa gospoda direktorja in pa gospoda župnika. Namreč ta hram je posvečen. Namreč toliko energije, ki jo mi prinašamo za slikarji in pa tudi ostali kulturniki v to hišo, s tem sigurno premagamo težave, s katerim prihajajo ljudje noter. To je polno tolažbe, rešitev in variant. Prejšnji teden, ko smo imeli zaprtje razstave, kar je meni bila novost, sem šel že od slike do slike, tega danes ne bi ponavljal, ampak kljub temu bi se dotaknil našega programa, ki je kljub težkemu letu ostal neokrnjen, mogoče smo celo presegli pričakovanja drugih in tudi sami sebi. Namreč mi smo zelo pestra druščina, pokrivamo dejansko celo Slovenijo. Nekateri smo bližji v ljubljanski regiji, se večkrat dobimo, ostali manjkrat, brez dvoma pa se vsaj enkrat ali dvakrat dobimo skoraj vsi. Slogovno in miselno smo strašno različni, vendar v sporočilu enotni. Vsi skušamo na to, kaj največ zmoremo, in če naša dela prispevajo, da se ljudje tem sprostijo, da razmišljajo, je toliko boljše. Slogovno smo zelo različni. Podobne, kot bi prišel v neko galerijo, tam imate slogovno obdobja po dvoranah razporede in si lahko gledate svobodno. Tle pa imamo v enem prostoru ves nabor slogovni, torej od čistega realizma do abstrakcije in tudi do skoraj performansa nekje. Torej, to je znak, da čeprav se družimo, veliko se ponujemo en drugemu, vendar vsak neguje tisti vrtiček
likovnega področja in se ne da vplivati na drugega. Razen kar je, da tle smo 4 mentori, da malo pa le vplivamo en na drugega in pa tudi med seboj. Vendar nikoli kvarno. Toliko imamo tudi močne avtorje v svoji skupini, ki so tudi mednarodno uveljavljeni in nagrajeni, žal nekateri so tudi odšli. Letos smo izgubili čudovitega člana Edija Severja, ki je bil nosilec humorja, dobre volje in pa polne energije. On ostaja v naših srcih in mi, kadarkoli se družimo, omenjamo naše člane, ki jih ni več. Njihovi kamnički v mozaiku v naših srcih ostajajo in tvorijo sporočilo tudi za naprej. Prepričan sem, da tudi drugo leto ne bomo popuščali, ampak smo še z enako ali pa še več močjo v bodoči naš program. Eno od teh sem bil takoj asociacijo pele sliki dr. Pačnika, ki je rekel, korona je črna, vendar mi je vidimo, svetleče in se odmika od nas in tudi rešitev nakazana. Hvala lepa, želim pa lepe praznike. Hvala lepa, pa naj se besede in tudi v sliki udejanijo in da korona resnično odide od nas. Konec aprila letos je vodenje Kulturno-umetniškega društva Kliničnega centra in Medicinske fakultete dr. Lojz Krajger prevzela doktorica Lucija Šarc. Pod njenim vodenjem društvo nadaljuje svoje delo, svojo tradicijo in nas razvaja z odličnimi nastopi in umetniškimi deli, o čemer smo se že prepričali v teh minutah skupnega druženja. V prazničnem voščilu in besedi prijazno vabim predsednico Kulturno-umetniškega društva, doktorico Lucijo Šarc. Prosim. Spoštovani gospod generalni direktor, bolnišnični duhovnik, spoštovane kolegice in kolegi, sodelavci in sodelavke, dovolite mi, da se v imenu vseh članov KUD-a vam lepo zahvalim za vso podporo v preteklem letu. Namreč to je čas, ko ne zremo samo v prihodne načrte in skrivnosti, ki nam jih prinaša leto, ki prihaja, ampak nehote pogledamo tudi nazaj in ta pogled nas KUD-ovce navdaja z neko veselo hvaležnostjo. Namreč to leto ni bilo samo leto izgubljenih možnosti, ampak leto posebnih priložnosti, kar smo s pridom in z veseljem nekako dobrohotno sprejeli tudi vsi člani v Kulturnem umetniškem društvu in skupaj ob res prijazni in trdni podpori vodstva Kliničnega centra puščamo to leto z čudovitimi stvaritvami in lepimi spomini. Zato vam iskreno čestitam za vse te dosežke in se vam zahvaljujem za sodelovanje, da smo tudi to leto nekako izpolnili svoje poslanstvo. Samo nekaj dni nas še loči od Božiča in do začetka novega leta. Dajmo skoristiti ta čas tudi en delček za sebe, da uglasimo svoje duše v tonaliteti pozitivne energije, spoštovanja in soodgovornosti, tako kot je pred vsakim koncertom potrebna uglasitev vsakega inštrumenta. Dajmo tudi mi, naredimo nekaj za to, da bo simfonija življenja v prihodnjem letu resnično blagozvočna in bo izžarevala barve harmonije. Hkrati bi to priliko skoristila, da povabim vse, ki imate v sebi vsaj nekaj umetniške žilice, da se nam pridružite v našem društvu,
bodi si likovniki, glasbeniki, literarni ustvarjalci. Vse vas bomo z veseljem sprejeli medse in bomo tako skupaj iskali tiste drobcene ustvarjalne lepote in seveda skupaj ustvarjali prijazno vzdušje spoštovanja in medsebojnega prijateljstva, da bo prihodnje leto resnično srečno in uspešno prav za vse. Hvala lepa. Zasedba Anastomoza je povezovala današnjo praznično prireditev s svojimi igrivimi interpretacijami večno lepih skladb. Za konec prisluhnimo še skladbo Girl from Ipanema, Antonija Carlosa Jovina, Take the Train, Bilja Strayhorna, Ne prižigaj luči, Lojzeta Slaka in Mika Zlobka. Prosim.
nastopi pravi balzam za dušo. Ob zaključku uradnega dela dogodka vam želim lepe, umirjene praznike in vse dobro v prihajajočem letu. Naj bo vse, kar je v moči narave in razuma v novem letu tako, da bo življenje prijetno. Zaposlenim v naši bolnišnici želim, da naj bo delo, ki ga opravljate, uspešno, naj pri vašem delu še naprej ostanejo na prvem mestu vrednote, kot so solidarnost, sočutje, empatija ter odgovornost in zavzetost do dela. Naj bosta prijazna beseda, topel nasmeh, tista, ki nas vodita na naši poti. Dragi in spoštovani bolniki, tudi in predvsem njim je namenjena današnja prireditev, oziroma vam, želim vam uspešno okrevanje in da se kmalu vrnete med svoje najdražje. Dragi budovci, želim vam veliko ustvarjalnosti tudi v prihodnje, tako da nas boste razvajali tako kot danes. Vsem gostom se zahvaljujem za pozornost in vam želim lepo popoldne. Vabim vas, da ostanete z nami tudi v nadaljevanju predprazničnega glasbenega popodneva. Danes do večera se bodo zvrstile še 4 glasbene skupine. Pevski zbor Vox Medicorum, Big Band Medicinske fakultete, duo Eva in Leo Podbregar in godalni kvartet Pro Medico. Vsi nastopi bodo posneti. Posnetki bodo v prazničnih dneh dostopni na spletni strani Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in Kulturno-umetniškega društva Kliničnega centra in Medicinske fakultete dr. Lojz Krajger. Vabljeni poslušanju. Hvala še enkrat in vse dobro vam želim.